Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9 zjutraj na Patreonu. In če spremljate to kasneje preko YouTubea in se mi želite pridružiti v živo, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. In pa seveda, če to spremljate kasneje, se ne pozabite naročiti na moj YouTube kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. In pa seveda se priporočam tudi za kakšen všeček, da lepo požene algoritem, da to vidi tudi čim več ljudi. Danes je petek, 10.4., 10. april. In ja, včeraj smo imeli kar nekaj skokovitega gibanja, kot lahko vidimo tukaj na 15-minutnem časovnem intervalu za Bitcoin, ampak tale naša konsolidacija se tukaj nadaljuje. Zdaj, mi smo zadevali zdaj že večkrat v tole zgornjo mejo, ki je skoraj da 73.000, tukaj smo imeli označeno tudi tole likvidnostno območje, ki smo ga očitno včeraj pobrali. In zdaj bo vprašanje, ali bomo mi dobili danes še kakšen tak velik premik, ali ne. Jaz bolj mislim, oziroma se bolj obračam na to, da danes po mojem ne več, in da bi znali mi pač malo tole dolgočasje vleči skozi vikend. Je pa ena stvar, ki sem jo opazil tukaj, zdaj to bo sicer čista špekulacija, morda mi zdaj delamo tukaj narobe obrnjeni head and shoulders. Tako. Tako da to bo treba malo počakati. Seveda, kot sem že omenil, vikend je pred nami, tako da tukaj bi mi lahko enostavno šli še v stran in pobirali likvidnosti na obeh straneh. Je kar precej likvidnosti. Tukaj vidimo, kar se tiče Bitcoina, so se začele spet nabirati dolge pozicije. Sicer nismo v prekupljenem območju, ampak po mojem, samo malo bom dal to tako, da se malo boljše vidi, po mojem, največ jih je zdaj tukaj pod tem dnom, na tam nekje 71.600. Tako 71.500, 71.600 in to bi po mojem lahko šli pobirati, da mi izpopolnimo tale narobe obrnjeni head and shoulders. Kar se pa tiče enournega časovnega intervala, mi smo zdaj naredili še en višji vrh, ampak tale naša medvedja divergenca se nadaljuje. Tako da zdaj je tukaj vprašanje, ali se bo zdaj tale medvedja divergenca izvedla. Kot vidimo, imamo vrh, višji vrh v gibanju cene. Potem ko RSI, že prej smo imeli vrh, nižji vrh in zdaj smo spet naredili vrh in pa nižji vrh. Včeraj smo tudi gledali, če bomo naredili tole skrito bikovsko divergenco. Sicer nismo prišli ravno sem dol, da bi naredili vsaj dno na nekje isti višini, za malo je zmanjkalo, za en lasek, če lahko tako rečem, in potem smo šli naprej gor. Ampak, glede na to, da nam RSI pada z nižjimi vrhovi, lahko tole pomeni, da izgubljamo na moči. Kar bi zdaj jaz gledal, seveda to lahko tudi izničimo, s tem, da mi zdaj naredimo višji vrh od tega tukaj, ki smo ga naredili ravno pred kratkim, to je na tam nekje okoli 65. Ampak bo treba zdaj tole spremljati, kako se bomo mi kaj premikali. Kot sem rekel,
danes in skozi vikend ne pričakujem kakšnih večjih premikov. Kakšen večji premik bi se pa znal zgoditi na nedeljo zvečer. Tako da, če bo še kaj tako pomembnega, bom seveda tudi dodatno obveščal preko Patreona. Kot sem rekel, če se mi želite pridružiti tudi tam, so povezave spodaj. Kaj mi zdaj še gledamo? Mi smo dosegli tale cilj 72 tisoč. 2 tedna smo mi gledali tale cilj in zdaj smo ga končno dosegli. Izpostavili smo zdaj še en cilj, če bomo mi nadaljevali z rastjo. In to je tale tukaj, na okoli 74 in ja, možnost je tudi 75 tisoč. In to bi se točno tudi ujemalo s tole zgornjo trend linijo, ki služi kot odporna meja. Seveda tale linija in tale linija delata skupaj tale naraščajoči klin. Bomo videli, če se bo izvedel. Zdaj smo mi kar nekaj časa že v tem vzorcu, ampak znajo biti kar malo nesigurni, to sem tudi že večkrat poudaril. Kar je zanimivo tudi, kar se tiče dolgih in kratkih pozicij, Ethereum so se začele kar nabirati kratke pozicije. Bomo pogledali Ethereum, dajmo si najprej pogledati tukaj tole tale graf likvidacij. In tukaj smo mi pobrali točno tele likvidnosti na okoli 73 tisoč. Tukaj so bili vsi tisti, ki so stavili na padec. In zdaj imamo mi še tukaj spodaj teh ljudi, ki stavijo na rast in so po mojem čisto preblizu in bi jih lahko šli pobirati. To imamo na 71 500, pa tukaj so še kar velike na tam nekje 71 300, tako da to bo treba edino paziti zdaj čez petek, če bomo mi šli tole slučajno pobirati. In če gremo pobirati, ali bomo mi dobili kakšen znak preobrata, da bi mi morda lahko nadaljevali padec naprej dol. Dajmo si pogledati še 3-dnevno, da vidimo, kaj nam tukaj kaže. Ja, tudi tukaj zelo lepo kaže, kako smo mi pobrali te likvidnosti od ljudi, ki so stavili na padec in zdaj čakajo spodaj tukaj tele na 71 500. In če gremo mi pobirati zdaj tele, ti so čisto priblizu, tako da ja, res bi jih lahko šli zdaj pobirati, bi mi lahko naredili še eno ramo od tegale narobe obrnjenega Head and Shoulders, ki je v bistvu bikovski vzorec. Ampak ne smemo pa iti preko 71 tisoč. To bi bila meja, ki bi jo bilo treba opazovati. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da mi dobimo že preobrat in potem padamo naprej dol. Poglejmo zdaj še Ethereum. Ethereum se zelo lepo obnaša, ima zelo lep trend navzgor. Zdaj imamo tudi tukaj tole konsolidacijo. In točno tukaj so se začele nabirati stave na padec. Pobrali smo tudi tole likvidnostno območje, ki smo ga označili včeraj. Smo omenili tukaj pod tem dnom imajo ljudje stave na rast in to bi lahko pobirali. In točno to smo šli pobirati. Zdaj, Ethereum ima pa malo tako drugačno strukturo. To je zdaj čista špekulacija, kar bom jaz narisal tukaj. Možnost je, da mi delamo dvojno dno, ampak ga moramo še dokončati. Tako da to je čista špekulacija. In če delamo tole dvojno dno, bomo videli zdaj čez vikend, je seveda možnost nadaljevanja rasti. Enako je tudi tukaj na enournem časovnem intervalu, torej možnost dvojnega dna, da mi delamo zdaj ta drugo dno. Seveda, ta glavna meja
je tukaj na okoli 2250. To mejo moramo mi prebiti, kot smo že označili, zelo lepo je šel tukaj po našem bikovskem načrtu. Narediti podporo na njej in seveda odboj in nadaljevanje rasti. Zdaj za naprej gor nimamo še nič označenega, je pa tukaj tale vrh na okoli 2360. In poglejte tukaj, ja, točno tukaj so ljudje stavili napadec, kar se tiče Ethereuma. In to bi lahko tudi šli pobirati, tako da, ja, vse oči na mejo 2360 tam nekje, ki bi lahko kaznovala vse tiste, ki niso pobrali svojih dobičkov. Drugače, kaj nam kaže RSI, tudi, no, tukaj pri Ethereumu je pa malce drugače kot pri Bitcoinu. Mi smo naredili vrh, višji vrh, medtem ko RSI je naredil vrh in pa nekje vrh na isti višini. In zdaj smo isto, tako v ceni, kot tudi pri RSI-ju naredili vrh in pa nižji vrh. In pa, ja, praktično smo mi naredili tukaj skrito bikovsko divergenco. No, tudi tukaj nam zmanjka čisto za en las, da je nismo še naredili. Bomo videli zdaj, če bomo mi nadaljevali tole rast, kot sem omenil, za gor naprej je zelo pomembna tale meja 2250. To moramo prebiti, da nadaljujemo z rastjo. Spodaj pa moramo paziti tole mejo 2160, jo bom tudi označil. Tako, tukaj so se začele tudi kar nabirati dolge pozicije, ampak nismo prišli v prekupljeno območje. Tako da, ja, če bi mi zdaj šli izpopolnjevati tole dvojno dno, lahko gremo mi pobirati še tukaj tele pozicije, preden mi nadaljujemo s tole rastjo. Ampak ne smemo pa tega izgubiti. Ne smemo iti niže, ker če ne, v tem primeru je potem tukaj tale meja, tole območje na nekje okoli 2100. Kar precej zašaranje tale naš graf, ga bom jaz malo čez vikend spucal. No, kakorkoli že, kot sem rekel, če se bo karkoli dogajalo čez vikend, bom seveda še dodatno obveščal preko Patreona. In če se mi želite pridružiti tudi tam, so povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju. In če to spremljate kasneje preko YouTuba, se kar naročite na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. In poleg tega, če vam je bilo tole všeč, se priporočam tudi za kakšen všeček, pa tudi komentirajte spodaj. Zelo mi je všeč, ker se razvijajo zelo zanimive debate in tudi zelo rad podebatiram z vami. In tako, jaz vam zdaj želim en lep dan še naprej, en lep vikend, ki je pred nami, in se vidimo, če ne prej, na ponedeljek ob 9. zjutraj. Čau, čau!